Roman, ko sem jaz malce pregledoval te razprave v Državnem zboru, pa tudi malce se sprehodil skozi ta nov zakonik, pa tudi starega recimo, in kot stari starš me nekaj skrbi, pa nisem edini. Imam 3 vnuke, pa recimo, da se Bog ne daj, da se to zgodi, pa da se staršem mojih vnukov kaj zgodi, da umrejo. Jaz imam pa zdaj veliko stikov z svojimi vnuki. Sem jim nekakšen nadomesten oče, nadomesten pa stara mama, nadomestna mama. Ampak lahko se zgodi, da vnukov sploh ne dobim v rejništvo, v oskrbo, niti v posvojitev ne. Predvsem v posvojitev ne. Mislim, zdaj teli rejniški konteksti mislim, da so celo mogoči, ne. Ampak stari starši... Ampak lahko jih pa dobi tudi istospolni partner, namesto starih staršev... Istospolna partnerska zveza. Ne družina, ker oni nimajo družin, če sem radikalen. V partnersko zvezo lahko pride nek otrok, ki se mu starša ubijeta v prometni nesreči. Zdaj pravi, da to zdaj strašimo, ko tako razmišljamo. Ne, gre za princip. Jaz sem sodeloval 2012 v teh vseh odborih, takrat ga je ne Uroš Prikl, ampak Andreja Črnak-Meglič je to vodila. In jaz sem bil, recimo, pa kar presenečen, ko je ona je pa tudi babica. In Metka Zevnik, ki to izpostavlja, je že takrat to izpostavlja in ko je bilo treba zdaj tem ovcam roko dvigant, je bila pa Andreja Črnak-Meglič pa proti, ker je bila sama babica. Ker so te stari, tako je, po sebi je sklepala, kot če bi moja vnuke dobil nekdo drug, namesto jaz, ki jih imam tako rada. Pa še ne bi bili še stiki pretrgani pod tem novim zakonom na nek način. Gre ta otroka živeti, ne vem, na obalo, stari starši so pa v Murski Soboti, kako bo to šlo, ne gre. Mislim, logistika je slaba, ker niso več v istem mestu, načeloma, in se ne vidijo. Otrok ima pa najraj na svetu, očka, mamice, jih ni več, sta ne vem nekje, psihično še živita, ampak v nebesih, recimo, tako si otrok predstavlja, in pa je dedek, pa babica jih ima pa najraje. A zdaj jim pa sistem da, recimo 2 geja, ali pa 2 lezbik, ali pa 2 starša, da ne bom tukaj preveč radikalen. Ja, temu otroku je v največjo korist, če dobi dedka pa babico. Ampak tu je Violeta Tomić, se mi zdi, na odmevih se mi zdi, da je dejala, ali pa pri Urošu Slaku na Pop TV-ju dejala, da pač ne morata biti stara starša, ker sta stara starša, pa da sta prestara. No, jaz recimo nisem star, Ja, sej lahko, da mi jaz tudi malo imel vnuke, pa tudi, jaz bi lahko tudi mladi očka bil, recimo, Torej, očka bi lahko bil starš na nek način, vnukov pa ne. Se pravi, tudi Freudov oče je imel recimo svoje otroke stare 22-23 let, ko se je mali, pa so imeli že svoje otroke, ko se je Freud rodil. Se pravi, strici Freuda so bili mlajši kot sam Freud. Mislim, včasih je bilo več tega. In pol ta je tudi Ružica Boškič, mislim, neka direktorica, pa tam Martina Vuk, to so kar neke feministke infiltrirane in oni pravijo, ja, kako bo zdaj se pa poimenovalo? Pa koga zdaj briga? Komu se reče mama, sestra, važno je, da ta otrok preboli tisto smrt svojih staršev in kako je bo najboljš preživel, da ne bo imel depresije, ne vem kakih nočnih mor, paničnih napadov, ja tako, da sanira tisto brazgotino ob izgubi staršev, dedek in babica. Tako naredi država nekaj najbolj naravnega za otroka. Se pravi, da da nadomestne starše, se pravi posvojitelje tistemu, ki ga ima najraje, on ima pa najraje njih. In to sta dedek in babica. In to so takrat že poskušali v ta družinski prvi, 2012, naseliti in tam so ovce spet kar glasovala. Vem pa, da ta Andreja Črnak-Meglič babica je pa proti glasovala. In jaz sem ji tam ploskal. Sem rekel, zdaj pa končno vi svojo glavo razmišljate, ker ste malo involvirani. In ta Metka Zevnik seveda se bori za to pravico. Tudi sama je stara mama. Tudi sama je stara mama. In je kar neuslišan in tisti protiargumenti, da kako se bo zdaj reklo, pa to ni sploh pravno, pa ali je sestra, ali je, to sploh ni pomembno, važno je, da je otrok normalen. In te logike, ti zagovorniki, enoumni zagovorniki, te sploh nimajo.
Te samo rinejo, kot buldožer. Sploh nimajo, to imajo vosek v ušesih. Za nič niso dojemljivi.